Ste pripravljeni? Tekmujeta obe ekipi hkrati. Časa za odgovor je samo 5 sekund. Ekipa, ki se prva prijavi, pa lahko odgovori. Vsak pravilen odgovor vam prinese 2 točki. Prvi sklop je matematično oglad. Iščemo vrste štirikotnikov glede na stranice in kote. Začnimo. Vijolična ekipa? Trapez. Trapez je pravi odgovor. Bravo. Prve 2 točki sta v vijoličnem štabu. Gremo naprej. Vijolična ekipa? Deltoid. Prosim? Deltoid. Deltoid je pravi odgovor. Bravo. Deltoid je štirikotnik z 2 paroma enako dolgih sosednjih stranic. Kaj pa je naslednja hitra celica? Rumena ekipa? Pravokotnik. Pravokotnik je prava rešitev. Bravo. Prvi 2 točki za rumeno ekipo v hitrih celicah. Zdaj pa nadaljujemo z drugim sklopom. Iščemo vrtne škodljivce, kot je na primer polž. Rumena ekipa? A, prepozni ste, oziroma prehitro ste pritisnili na gumb. Vijolična? Tudi ve, nimate odgovora, lahko vam ga povem jaz. To je koloradski hrošč. Babice ga gotovo poznajo, to je najpogostejši škodljivec krompirja, paradižnika in jajčevcev. Gremo naprej na naslednjo hitro celico. Vijolična ekipa? Voluhar. Voluhar je pravi odgovor. 2 točki za osnovno šolo Križevci. Voluhar je glodalec, ki živi v zemlji in je nočna mora vrtičkarjev. Kaj pa naslednja hitra celica? Rumena ekipa? Listni pavš. Listni polž je napačen odgovor. Mislim, da si samo narobe slišal prišepetovanju svoje ekipe. Vijolična ekipa, imate ve? Listna uš. Listna uš pa je prava rešitev. Bravo. Kar napete so tele hitre celice. Listna uš je žuželka, ki sesa sok iz listov rastlin. Srečamo jo na mnogih rastlinah, od vrtnin do sadja in balkonskih rastlinah. Zdaj pa je čas za zadnji sklop. Iščemo antične grške boginje in bogove. Vijolična ekipa? Hera. Prosim? Hera. Hera je pravi odgovor. Bravo. Imate novi 2 točki. Hera je kraljica bogov, Zevsova žena in boginja družine. Kaj pa naslednji antični bog? Grškino. Rumena ekipa? Atena. Atena je pravi odgovor. 2 točki. V štab rumenih prinesla vam jih je Atena, boginja modrosti. Še zadnja hitra celica danes. Rumena ekipa, kaj pravite? Ostali ste brez besed. Vijolična? Apolon. Apolon pa je pravi odgovor. Bravo. Posvetilo se vam je najbrž zato, ker je Apolon bog svetlobe, pa tudi umetnosti.